Pravljični kotiček z Diano na Timi, Kids TV. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes spoznamo vse 4-letne čase ob pomoči radovednih smrčkov. Kaj pa vi? Ste kaj radovedni? No, majčkam pa že, kaj ne? A kar začnem. Ste za? No, dajte potem hitro zapreti oči, pa z dekico se pokrite. Dobro, ste? No, začnimo. Prišla je pomlad. Dolgi snopi žarkov so se preigravali skozi vrhove dreves. Pomlad je prišla. Vse zeleni, diši, brsti, se prebuja. Vili se je pretegoval, vdihoval svež jutranji zrak, vlekel na ušesa ptičje petje in opazoval vrabčke, ki so čofotali v vodi. Ni jih zmotil. Počakal je, nato si še sam umil zaspančke z obraza. Obrisal se je v listje in odkorakal do brloga. Vstanite, dan je divje lep, zamudili boste trenutke, je glasneje zabevskal v zaspance. Bernardo je bil v trenutku pokonci, stekel do rosne trave in si umil obraz. Rafko je škilil izpod odeje, Bartolomej pa se je stokajoč obrnil na ležišču. Ojej, vrat se mi je zaskočil. Kako težko obračam glavo. Bernardo in Vili sta gledala. Nista vedela, kako naj pomagata, ker jež ima polno bodic in zmasirati vrat je cela znanost. Spomnila sta se na Rafka, ko mu je snežna kepa prekrila bodice. Vsa sta bila popikana, preden sta ga rešila. Tako si je Bartolomej pomagal sam, malo tudi Rafko, in zatrdlina je popustila. Posedli so se v krog in pojedli zajtrk. Vili je predlagal, da gredo na sprehod po gozdu. Zdaj, ko se prebuja pomlad, je še posebej zanimivo. Kaj je to pomlad? Je vprašal radovedni Rafko. To je eden od 4-letnih časov. Pride pa, ko mine zima. Narava se prebuja iz zimskega spanja, drevesa si oblačijo nove obleke, prve rožice pokukajo izpod listja. Tudi ježi na zimo več spimo, na pomlad pa smo bolj budni. A zato imaš ti tako trd vrat? Od lenarjenja? Je vprašal Rafko Bartolomeja. Vrat imam trd, ker sem napačno ležal v posteli, ne pa zaradi lenarjenja, je bil malce užaljen Bartolomej. Vili in Bernardo sta se hihitala. Rafko pa ga je potolažil, rekoč, da se je samo šalil. Odpravili so se po prebujajočem gozdu. Neučakani Vili je odhitel naprej, ovohal vsako steblo, oslinil vsako cvetlico in prijazno bevskal na vsakega ptiča, ki ga je videl. Od vrabčka in šoje do kosa, detla in ostalih. Iz dupline drevesa je privlekel čudno temen, lepljiv smrček, namazan s smrekovo smolo. Ojej, kaj je zdaj to? To je smrekova smola, ki je zelo zdravilna, lajša vnetja, pomaga pri izpuščajih in gibljivosti. Zdaj se pa pojdi umit, z vodo gre vsa umazanija stran, je razložil Bartolomej. Torej, če te bo še bolel vrat, te namažemo smrekovo smolo, je rekel Vili, odšel do potočka in si zdrgnil umazanijo. Vili, prav imaš, za vsako težavo se najde v naravi zdravilo, ga je pohvalil Bartolomej. Medtem je Bernardo razposajeno skakal čez potoček. Nadaljevali so pot skozi gozd, opazovali trobentice, prve žafrane in zvončke, ki so nemo cingljali in jih pozdravljali. Opazovali so vrabčke, ki so se podili med drevesi in se skrivali v krošnjah. Poslušali so si ničke med pogovorom,
pa vreščanje šoj, ki so se prepirale. Pot jih je vodila mimo ribnika, kjer so čofotale račke, drsele po gladini ter občasno potopile glave v vodo. Jaz bi tudi šel plavat, je rekel Vili. Bartolomej mu je razložil, da je voda še mrzla in naj raje počaka na poletje. Še nekaj časa so opazovali račke, nato pa krenili naprej. Veselo so klepetali, ko je Bartolomej nenadoma opazil, da je gozd čudno tih. Zaslutil je, da je nekaj narobe. Ustavili so se. Previdno je vohal na vse strani. Nenadoma je Bernardo, ves tresoč, iztegnil tačko in pokazal proti čudni rdečkasto rjavi veji, ki se je pomikala med visoko travo proti njim. Kaj je to za ena pošast? Je ves preplašen zajecljal. Bom jaz poskrbel zanjo, je bil odločen Bartolomej. Rafko, pomagaj mi, jaz jo bom zbadal od spredaj, ti pa pojdi zadaj, je tiho zašepetal. Nabrusila sta bodice in skupaj jurišala na lisico, ki se je nevarno plazila proti njima, hoteč zagrabiti Bernarda in ga imeti za kosilo. Lisico sta Rafko in Bartolomej presenetila. Bodice so jo povsod močno zbodle, obrnila se je ter jo ucvrla, kar so jo nesle noge. Ponosna sta prišla nazaj. Rafko je ves joč rekel: Pa sva jo, lisico. Če je ne bi pregnala, bi te že pojedla, Bernardo. Hvala, je še vedno ves tresoči stisnil iz sebe Bernardo in jih priganjal, da gredo naprej. Nadaljevali so pot in srečali srne. Mulile so travo in jih niso niti opazile, dokler ni Vili bevskajoče skočil med njih. Preplašeno so zdirjale proč, vendar jih je Bartolomej potolažil, da Vili nič noče. Samo radoveden je, bevska in svoj smrček utakne povsod. Posvaril jih je pred lisico, ki se tihotapi naokrog. Srne so se mu zahvalile in takoj postavile stražo. Odtacali so naprej skozi gozd. Oglasili so se jim želodčki. Čas je bil, da bi kaj pojedli. Prišli so do lesene koče na robu velikega travnika. Skozi majhno odprtino sta Bartolomej in Rafko zlezla noter in prinesla na bodicah vsak jabolko in korenček. Ko je Bernardo videl korenček, je veselo cepetal s tačkami. Vili je malo čemerno gledal, toda Bartolomej je odložil na brano in se še enkrat splazil noter. Ko se je vrnil, je imel na hrbtu nabodeno polovico suhe klobase. Vili se je v tem trenutku začel sliniti. Ojoj, kako lepo diši ta klobasa! Bartolomej mu je dovolil, da je odgriznil košček, nato si je oprtal hrano na hrbet in odpravili so se proti domu. Vili in Bernardo sta odskakljala naprej in se lovila. Rafko in Bartolomej sta stopicala za njima. Au, na pomoč! Je bilo slišati kričanje iz grma. Bernardo je kričal. Ko so prišli do njega, je ležal na hrbtu, molel vse 4 tačke in oba uhlja od sebe, na nosu pa mu je sedela majhna zelena žabica, ki je prestrašeno dihala. Rega, 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 se je oglasila. Spravite tu pošast proč, se je tresel Bernardo ves prestrašen. Rafko je prišel bliže in s smrčkom dregnil žabico revico. Skočila je z Bernarda in odskakljala do najbližje luže. Ampak si pa res plašljivec. Bojiš se take male žabice, je rekel Rafko. Nič ni bila majhna. Ko je sedela na mojem nosu, je bila prav velikanska, je malo užaljeno rekel Bernardo. Vendar ni zameril, saj zajci so vsi plašni in se radi ustrašijo.
Tako sta si Rafko in Bartolomej spet natovorila jabolko in korenček ter suho klobaso na bodice in veselo so jo mahnili proti domu. Vili je bezljal spredaj in zopet smrček vtaknil v vsako jamico v zemlji, vsako duplino v drevesu, dokler mu Bartolomej ni rekel, naj pazi na drevesno smolo. Po opozorilu je Vili vtikal smrček samo še v zemljo in občasno razkopal kakšno jamico ali kupček listja in bil kmalu umazan od začetka smrčka pa do konca tačk. Bernardo ga je čudno gledal. Rafko se je smejal, Bartolomej pa je zavijal z očmi, češ spet se je umazal, kot da mu enkrat ni bilo dovolj. Kmalu so prišli do potoka in Vili je skočil noter, se zdrgnil in umil sebe v umazanijo. No, bil je skrajni čas, saj si bil umazan kot divji pujski. Sedaj si vsaj videti kot kuža, je pripomnil Bartolomej. Kot divji pujski, se je smejal Rafko. Utrujeni, toda nasmejani in veseli, so prispeli do brloga. Nebo je bilo rožnato, ko je zahajalo sonce. Bartolomej je pripravil sadno mesno večerjo. Pojedli so, si umili zobke, potem pa legli vsak na svoje ležišče in trdno zaspali. Primorske dogodivščine. Bilo je kristalno čisto nebo. Vili je bil zgodaj pokonci. Vohal je okrog dreves in pogledoval v dolino. Toda ko je bilo sonce visoko, je Vili z bevskajočim glasom rekel: "Vstanite, zaspanci, sonce je že visoko." Počasi so se skobacali iz brloga, odprli eno oko, nato še drugo in se začeli pretegovati. Rafko je kot zadnji prilezel in razmišljal, kako je mogoče, da noč mine tako hitro. Saj je komaj pred 5 minutami zaspal. Vzel je drevesni list, poln rose, in si umil obraz. Po zajtrku in umivanju so se posedli naokoli. Bernardo je čistil tačko, stopil je v blatno lužo, medtem ko je skakljal okoli brloga. Bartolomej je razmišljal, Rafko pa opazoval 2 metulja, ki sta se razposajeno lovila okrog njegove glave. "Torej, družba, kaj bomo počeli danes?" je vprašal Vili. "Že vem, kaj če bi šli na morje?" je vzkliknil Bartolomej. Rafko si je mislil: "Morje? Kaj pa je to morje?" Bilo mu je nerodno, ker so ostali 3 očitno vedeli, kaj je to. Toda Bartolomej je opazil čuden izraz na njegovem smrčku in rekel: "Morje je velikanska slana voda." Plašljivi Bernardo je začel drhteti in jecljati. Ojojojojojoj, kako velikanska pa? Kaj pa, če pademo noter in nas bo kdo pojedel? Brez strahu jih je miril Bartolomej. Razložil je, da je morje res veliko, vendar nikogar ne poje. V morju živijo bitja, ki se imenujejo ribe, školjke, polžki, raki, morske kumare, trava in še veliko drugih bitij. Toda, če bodo z zemlje gledali živa bitja, jih veliko ne bodo videli, ker nekatera živijo v globokih vodah sredi oceanov. Se je začudil Rafko. Vsi so bili zato, da gredo na morje. Vzeli so malico, šotor, brisače, kopalke in vse zložili v nahrbtnike. Rafko je bil zaskrbljen, ker je bil najmlajši in je imel najkrajše tačke. Toda Vili ga je pomiril in obljubil, da ga bo nesel, če bo utrujen. Vendar jim je Bartolomej razložil, da ne bodo samo hodili, temveč se bodo tudi peljali. "Bomo že našli koga, ki nas bo peljal," je dejal veselo. Hodili so ob cesti. Občasno so se ustavili. Bernardo je zlezel Viliju na hrbet in iztegnil palec na tački.
Kaj pa počne? Je Ravko šepetaje vprašal Bartolomeja. Što pa? Je rekel Bartolomej. Daje znak človeku, da bi se peljali. Ustavil je velik tovornjak in voznikom je veselo namignil, naj prisedejo. Eden drugemu so pomagali in tako zlezli na sedež. Bartolomej se je vozniku zahvalil ter ga vprašal, kam pelje. Do Luke Koper peljem, kompletno pekarno. Naredili so jo v tovarni Gostol v Novi Gorici. V pristanišču jo bodo naložili na ladjo, ki jo bo odpeljala na Kitajsko. Kaj je to Kitajska? Je tiho vprašal Ravko, pa tudi Bernardo in Vili sta vprašujoče gledala Bartolomeja. Bartolomej je pomislil in odgovoril. Kitajska je velikansko velika dežela, v kateri živi ogromno ljudi. Imajo drugačno barvo kože, bolj rumeno kot ljudje pri nas. In oči imajo takšne, kot bi jih kdo prijel in raztegnil. Ravko si je mislil, da so res čudna ta bitja. Mi ježi imamo vsi enake oči. Počasi so vsi na sedežu zadremali. Nenadoma je tovornjak začel zavirati in se je ustavil. No, fantje, jaz grem na kavo. Vi ostanite tukaj, da se ne izgubite. Saj pridem hitro, je povedal voznik in odšel. Iz nahrbtnika so vzeli malico. Ravko in Bartolomej sta si privoščila jabolko, Bernardo hruško, Vili rezino hruške in za posladek košček klobase. Komaj so pojedli, se je voznik vrnil in nadaljevali so pot po veliki, široki cesti. Koliko majhnih škatel, si je mislil Ravko. Nenadoma je zagledal velikansko vrtečo stvar, ki se je v daljavi leno premikala. Tudi Bernardo je strmel in zajecljal, ves tresoč. Kaj pa je to? Tudi Vili ni vedel in Bartolomej ni bil prepričan. Po njegovem je bilo videti kot velikanski propeler, toda letala ni bilo nikjer. Voznik je opazil njihovo začudenje in jim razložil. To je vetrnica in ko jo veter obrača, proizvaja elektriko. Temu se reče vetrna elektrarna. Občudovali so veliko vetrnico, dokler ni izginila v daljavi. Cesta jih je peljala čez gričevnate pokrajine, mimo vasi in mest, dokler niso pripeljali na kraški rob blizu Črnega Kala. V daljavi se je razprostiralo velikansko morje. So smrčki na šipi osupljivo pogledovali. Česa takega še niso videli. Poznali so vodo, reko Sočo, ki je bila blizu, vendar morje je bilo veliko, velikansko. Ravko je pripomnil. Na vodi so majhni čolni. Bartolomej se je oglasil. To niso čolni, ampak ladje. Razložil jim je, da uporabljajo ladje za prevoz tovora in ljudi po vsem svetu. Pa če jih potrebujejo ali pa ne, je filozofsko zaključil razlago. Vili je ugotavljal. Nekaj podobnega kot vlaki in letala, kaj ne? Seveda, samo vlaki vozijo po zemlji, ladje pa po morju, se je strinjal Bartolomej. Prispeli so do pristanišča v Kopru, kamor je voznik pripeljal pekarno. No, tako, prijateljčki, tukaj morate izstopiti. V luko je dovoljeno samo zaposlenim, je razložil voznik. Izstopili so, z roko jim je nakazal smer proti obali in voščil lep dan. Bartolomej se mu je lepo zahvalil in zaželel srečno pot. Oprtali so si nahrbtnike in se odpravili. Bodite pazljivi, je opozarjal Bartolomej. Povsod je polno ljudi, avtomobilov in avtobusov. Previdno so šli čez ulice, pločnike in park. Pri prečkanju ceste jih je Bartolomej stalno opozarjal, da je vedno treba pogledati levo in desno in potem še enkrat levo, ter ko je res prazno, hitro prečkati cesto. Prispeli so skozi vso tisto zmešnjavo do obale.
Kot hipnotizirani so strmeli in gledali to široko in dolgo morsko raven. Žejen sem, se je oglasil Rafko. Nagnil se je k vodi, da bi pil. Ojej, ne pij te vode, morje je slano, je glasno poudaril Bartolomej. Rafko je pomočil prst v morje in polizal. O, bljak, kako za nič slano je. Ampak kako pa ribe, raki, školjke in vsa ta bitja pijejo to slano vodo, je začudeno vprašal Bernardo. Medtem je Vili že oblekel kopalke in čuf, skočil naravnost na smrček v vodo. Bartolomej je razložil Bernardu in Rafku, da so morska bitja prilagojena na življenje v morju in na pitje slane vode. Potem so si še ostali oblekli kopalke in se namazali s kremo za sončenje. Bartolomej se je sončil, Rafko je radovedno opazoval morje in ladje ter ljudi, Bernardo pa je razposajeno tekal okrog. Občasno je pomočil tačko v morje, jo otresel in skakljal naprej. Vili se je medtem osvežil in zlezel iz vode. Kot polit cucek si, se je zasmejal Rafko. Toda Vili ni zameril. Otresel se je, poškropil Bernarda in Rafka in ni bil več kot moker cucek. Avč! Je nenadoma kriknil Bernardo nedaleč od njih. Vsi so skočili pokonci in stekli k njemu. Glej ga zlomka, za uhelj se je Bernardu obesila rakovica s svojimi kleščami in ga ni hotela izpustiti. Potacal me je, pacek, je bila jezna rakovica. Nisem hotel, nisem, oprosti, avč, boli, je moledoval Bernardo. Ostali trije so prigovarjali rakovici, naj ga izpusti, saj ni zanalašč stopil nanjo. Po nesreči se je zgodilo. Zajci radi skakljajo okrog in premalo gledajo pod noge. No, dobro, je rekla rakovica in spustila uhelj. Drugič pa glej, kje skakljaš, je še dodala in se odplazila v vodo. Pogledali so Bernardov uhelj. Bil je malo odrgnjen in rdeč, vendar ni bilo hudega. Toda nekaj ne razumem. Kako lahko rakovica živi v morju in na kopnem, je bil radoveden Rafko. Nekatere živali so dvoživke, tako kot žabe. Lahko živijo tako v vodi in v močvirjih, kot tudi zunaj na kopnem, je razložil Bartolomej. Ker se je že stemnilo, je Bartolomej odločil, da se sprehodijo do parka in tam utaborijo. Oprtali so si nahrbtnike in v kopalkah odšli. Postavili so šotor, pojedli večerjo, se umili v bližnji luži in polegli. Malo so klepetali o minulem dnevu, potem pa jih je začel premagovati spanec. Drugo jutro, navsezgodaj, jih je zbudil pasji lajež. Ojoj, Vili že navsezgodaj bevska, je bil nejevoljen Rafko. Sej ne jaz sem tukaj, je rekel Vili. Previdno je odprl vrata in zagledal kužka, ki je lajal in skakal okoli šotora. Vili je odzdravil z bevskanjem. Razložil je, da so prišli oddaleč pogledat morje. Vprašal ga je, če jih lahko popelje po mestu. Kuža se je strinjal. Hitro so pojedli zajtrk, se umili, pospravili šotor, oprtali nahrbtnike in se odpravili. Kuža jih je popeljal po promenadi starih ozkih ulic do tržnice. Ustavili so se, kupili nekaj sadja, veliko klobaso in korenčke ter se odpravili do mestne plaže. Ker se je od tam videlo pristanišče, so se udobno namestili in široko razprtih oči gledali velike ladje. Žerjavi so nakladali velike škatle. To so zabojniki oziroma kontejnerji, je pojasnil Kuža. Vili, radovedni, je vse hotel videti od blizu. Splazil se je pod ograjo in stekel k prvi ladji. Ko so ostali to videli, je bil že daleč. Ojej, pokličite ga nazaj, v pristanišču je nevarno, je zastokal Kuža.
V pristanišču vozijo tovornjaki, viličari, kombiji, velike in male prikolice in velika dvigala na 4 ogromnih kolesih, ki vozijo kontejnerje. Jaz grem za njim in ga pripeljem nazaj, je rekel Bernardo. Čeprav se je tresel, je pogumno zlezel pod ograjo in šel iskat prijatelja, preden se zgodi kaj hudega. Zvs! Kot strela je oddivjal za Vilijem. Potegnil ga je za rep, ki je že bil umazan od olja. Vili je skoraj cel čofnil v oljno mlakužo, ko je gledal velikansko dvigalo. Bernardo mu je hitro pojasnil, da morata takoj nazaj, in skupaj sta previdno stekla. Bartolomej in Rafko sta bila vesela, da sta oba živa in zdrava prišla nazaj. Vili, ves umazan od smrčka do tačk, je skočil v morje in zdrgnil umazanijo z dlake. Bil je tako navdušen nad pristaniškimi ladjami in žerjavi, da bi šel kar nazaj. Toda ubogal je in sedel na kamniti zid. Skupaj so opazovali pristaniški vrvež. Ker se je bližal čas kosila, je kuža dejal, da mora domov. Prijazno so se poslovili. 4 prijatelji so se udobno namestili na plaži, vzeli vsak svojo malico in z užitkom pojedli. Po jedi so legli v senco in zadremali. Nenadoma jih je zbudil otroški živžav. Otroci iz vrtca so prišli gledat ladje. Nekaj časa so jih opazovali, vmes zložili svoje stvari in se dogovorili, da gredo počasi nazaj v park postaviti šotor. Odpravili so se po svoji sledi, kajti Viljev smrček je bil nezmotljiv vodič. Ko so vse postorili, so se vrnili na plažo. Vili je skočil v vodo in plaval, Rafko namočil tačke in čofotal, Bartolomej se je udobno zleknil ter bral časopis, Bernardo pa je nemirno stopical levo in desno. Vprašujoče je gledal in bil videti, kot da ne ve, kaj bi storil. Bartolomej ga je vprašal, kaj želi. Rad bi plaval kot Vili, pa me je strah rakovice, lahko me spet ugrizne. No, saj ni tako hudo, ga je miril Bartolomej. Vili pa je rekel, glej pod tačke, kam stopaš. Tako je Bernardo previdno zakorakal v vodo, pazljivo gledal, kam polaga tačke in počasi zaplaval. No, vidiš, preprosto je rekel Vili. Globoko zajel zrak in se potopil. Na dnu je našel školjko in jo vrgel Rafku, da jo doda svoji zbirki školjk in kamenčkov. Ker se je začelo mračiti, so se odpravili do šotora, pojedli sadno mesno večerjo, umili zobke in zaspali. Zbudili so se, ko je bilo sonce visoko na obzorju. Dolgo so spali, utrujenost je naredila svoje. Po zajtrku in umivanju so sedli, da bi naredili načrt za današnji dan. Čas je, da gremo domov, je rekel Bartolomej. Rafko se je strinjal. Bernardu je bilo vseeno, Vili pa bi ostal. Toliko je ostalo še za raziskati, prevohati in osliniti. Toda Bartolomej je pojasnil, da jim že primanjkuje hrane. Morje so videli in poskusili, videli ladje, pristanišče in mesto. Tako so se zedinili in odločili, da gredo proti domu. Vili je predlagal, da bi poskusil štopati kakšen tovornjak. Pospravili so prtljago in se odpravili proti glavni cesti. Nekaj časa so mahali voznikom, dokler se ni izven vozišča ustavil avto. Seveda, do Postojne vas lahko peljem, je bil prijazen voznik. Namestili so se na sedež in se odpeljali proti Postojni. Po poti so občudovali kraški rob, kako se strmo vzpenja pod njimi. Prijazen voznik jim je ustavil na avtobusni postaji. Tam so poiskali avtobus proti Novi Gorici in kupili vozovnice. Blagajničarka je malo čudno gledala, toda Bartolomej je pojasnil, da nimajo časa štopati in čakati, da jim kdo ustavi. Ukrcali so se na avtobus in se odpeljali proti domu. Bili so veseli, a hkrati žalostni, kajti na morju je bilo lepo, zanimivo in polno doživeti. Povsod je lepo.
Toda doma je najlepše, jim je Bartolomej v uhlje položil znani pregovor, preden so zaspali v svojih udobnih ležiščih. Jesenska ozimnica. Turobno jutro. Sivi oblaki so potovali po nebu in pršili dež. Bernardo je pokukal iz brloga in se spet skril. Medtem je Vili obračal smrček proti nebu, da so mu dežne kaplje umile obraz in tačke. Otresel se je in poškropil zaspance, ki so se začeli pretegovati in stokati. Dobro jutro, prijatelji, jih je pozdravil. Zakaj pa moram vstati, saj je še tema zunaj, je zehajoče rekel Rafko. Tema ravno ni, je pa oblačno in dežuje. Listje se je obarvalo rumeno, rdeče, oranžno in rjavo. Jesen je prišla, je razložil Bartolomej. Preden ga je začudeni Rafko kaj vprašal, mu je Bartolomej pojasnil, da je jesen tisti letni čas, ko se ježi odpravijo iskat ozimnico. Jeseni si naberemo zalogo hrane in potem čez zimo lenarimo in spimo. Tudi Bernardo in Vili sta poslušala z visoko dvignjenimi uhlji. Že vem, lahko bi šli iskat zimnico, je bevskal Vili. Bartolomej ga je takoj popravil. Reče se ozimnico, ne zimnico. Zimnico, je rekel, sta se krohotala Bernardo in Rafko. Pojedli so zajtrk, si umili zobke ter poiskali dežne kape. Tudi ježi in kužki in zajci ne marajo, da jim dež teče čez oči in v uhlje. Tako opremljeni so bili pripravljeni za novo pustolovščino. Bartolomej je malo razmišljal, potem pa se je odločil. Šli so naprej v dolino proti velikim hišam, tistim, ki imajo okoli drevesa. Vili je kot vedno vtaknil smrček povsod. Bernardo pa je poskakoval pred njim. Pot jih je pripeljala do sadnih dreves, sadovnjaka. Poiskali so jabolka in hruške, ki so odpadle z dreves. Na bodice sta si nabodla in natovorila vsak nekaj sadežev. Tudi Vili je pomagal. Skupaj z Bernardom sta napolnila vrečko, ki sta jo našla. Bernardo si jo je obesil na hrbet in previdno so odšli. Hoja s tovorom je bila kar naporna, večkrat so počivali. Bernardo in Vili sta izmenično nosila vrečo. Upehani so prilezli do brloga. Odpočili so se, potem je Rafko spravil sadje v shrambo, Bernardo pa je pripravil kosilo za lačne trebuščke. Po jedi so se malo odpočili in znova odšli. Tokrat na vrt iskat korenčke za Bernarda. Pogledali so okolico, da ni kakšnega psa ali mačka. Ko so se prepričali, da ni nevarnosti, so začeli kopati korenčke, pa tudi nekaj repe so nabrali. Bernardo je veselo poskakoval. Naložili so tovor na bodice, vrečo na Vilija in se tiho odplazili z vrta. Počasi so prišli do brloga in pospravili v shrambo. Bartolomej je medtem skuhal čaj iz smrekovih iglic. Počivali so nekaj časa, popili čaj in se ponovno odpravili iskat klobase. Namreč Vili ne more jesti samo sadja in zelenjave. Kužki so tudi mesojedci. Tokrat so se odpravili v eno izmed velikih hiš, mesnico. Poznali so jo od prej. Bartolomej je tam večkrat dobil košček klobase za Vilija. Prijazen človek, mesar mu je rekel, naj še pride, da se bo vedno kaj našlo za njih. Pritovorila sta polne bodice klobas in salamo ter stresla v vrečo. Tako so se skupaj odpravili domov in shramba se je počasi polnila. Toda prostora je bilo še dovolj. Bartolomej je sklenil, da bodo nabrali orehe in lešnike, ki so padali z dreves, a jih nihče ne pobere. Njami, lešniki, se je oblizoval Rafko. Pred odhodom jih je Bartolomej opozoril, da imajo pri tisti veliki hiši z nasadom lešnikov tudi hudega psa. Tako so naredili načrt.
Vili je dobil nalogo, da na drugo stran nasada zvabi psa in ga zaplete v pogovor. Drugi pa bodo nabrali lešnike v vrečo in jo odnesli na varno. Ko bo to opravljeno, ga bo prišel Bernardo iskat. Vili je bil takoj za akcijo. Počutil se je kot tajni agent, ki bo zmedel psa stražarja in omogočil ostalim trem, da pridejo do lešnikov. Malo pred hišo se je Vili ločil od njih. Stekel je, kar so ga nesle tačke, čisto na drugi konec in začel lajati in klicati psa stražarja, češ da je našel mačko potepinko. Ta je takoj pritekel. Ostali trije so medtem polnili vrečo z lešniki in orehi. Med nabiranjem so videli, da okoli skačeta dve veverici in ravno tako nabirata lešnike. Ena od njih se je ustavila in vprašala, kako jim je uspelo psa stražarja spraviti stran. No da, z vojaško taktiko pač, je ponosno rekel Bartolomej in razložil prevaro, za katero je uporabil Vilija. Tega se je naučil, ker je bral v mladih letih vojaške knjige. Veverici se niti sanjalo ni, kaj je to vojaška taktika. Dobro pa je vedela, kaj je prevara. Nasmehnila se je in vprašala, ali pridejo tudi jutri z isto prevaro. Kajti lešnikov je še veliko in nihče ne ve, kakšna bo zima. Bil je čas, da se odpravijo. Zavezali so vrečo, vsak na svojem koncu, in jo odvlekli na varno. Ko so bili dovolj daleč, je Bernardo zdirjal na drugo stran hiše in poklical Vilija. Naglo se je poslovil od psa stražarja z izgovorom, da mora domov. Vsi štirje so zgrabili vrečo, vsak za en vogal, in jo odnesli. Bilo je naporno, kajti vreča je bila velika in štorasta in so večkrat počivali. Po dolgi in naporni poti so jo končno odvlekli do brloga. Ko so lešnike spravili v shrambo, je bilo že skoraj polno. Sneli so dežne kape in jih pospravili, da se posušijo. Ljubo doma, kdor ga ima, je pripomnil Bartolomej. Veselil se je, da so končali z nabiranjem. Bil je že pošteno utrujen. Posedli so pred brlog in počivali. Bartolomej jim je povedal za svoj dogovor z veverico. Vili naj bi z isto prevaro zmotil psa stražarja, oni in veverice pa bi nabirali še več lešnikov in orehov, za katere jim je zmanjkalo časa, tako da bi bilo tudi za druge živali dovolj hrane, ko bo zima. Ko so se tako odpočili in naredili načrt za jutrišnji dan, so si postregli z večerjo. Po večernem umivanju so polegli na postelje in še malo poklepetali. Vili je hitel razlagati, kako je zamotil psa, potem pa so utrujeni, vendar ponosni na opravljeno delo, zaspali. Preden so zatisnili oči, je Bartolomej izrekel misel. Od viška ne boli glava. Zimska idila. Mrzlo jutro. Belina. Vili je bil prvi pokonci. Že je hotel zabevskati na ostale tri, naj se zbudijo, pa si je mislil, naj kar še malo spijo. Grem pa malo okrog. In je šel povohat tisto mrzlo belo stvar. Sneg. Ni se zadovoljil samo s skakanjem po snegu, ampak je celo glavo zuhli vred potisnil v snežni prah. Brrr, je pa mrzla ta stvar. Otresel si je sneg z dlake in šel v brlog. Ostali zaspanci so bili že pokonci. Ravno so uživali v sadnem zajtrku. Tudi Vili je prisedel in si privoščil košček klobase. Kako je dobra. Čeprav je priznal, da je tudi sadje dobro. Vsebuje veliko vitaminov, mineralov in drugih koristnih in zdravih sestavin. Ko so pojedli, so se v snegu umili. Bernardo se je pretegoval in preskakoval brlog. Vili je vprašal, ali ima kdo kakšen predlog, kaj bi počeli. Lahko bi šli smučat ali sankat, je pripomnil Bartolomej. Juhu, gremo smučat, je ves navdušen cepetal Bernardo. Rafko je čudno gledal, češ,
kaj je pa zdaj to? Smučanje in sankanje? Vili je bil ves navdušen in tako so se odločili, da bodo imeli snežni dan. Imeli pa so majhno težavo. Kako priti do smučišča? Toda Vili je našel rešitev. Pri družini, kjer je živel, preden se je preselil v gozd, so pozimi hodili smučat. Gremo pogledat, ali gredo tudi danes, je vzkliknil Vili in vsi štirje so se odpravili proti hiši. Ravno pravi čas so prišli. Imeli so srečo, kajti odpravljali so se na smučanje. Hitro, hitro in previdno skozi zadnji del avta, tista večja vrata, je priganjal Vili. Skobacali so se v prtljažnik in se udobno namestili med bunde, puloverje, kape in rokavice. Kmalu je prišla človeška družina, avto je zabrnel in odpravili so se proti smučišču na lokvah. Med vožnjo je Vili previdno kihal skozi majhno odprtino, Bartolomej pa je bral FIS pravila o obnašanju na smučišču. Rafko je dremal, Bernardo pa se je zapletel v šal in se trudil rešiti. Počasi so prispeli do smučišča. O, je bil vzhičen Bernardo. Tudi Rafko je razprtih oči občudoval okolico. Vse je bilo pokrito z belo odejo. Na vejah smrek se je sneg lesketal v sončnih žarkih. Tukaj smo, je rekel Bartolomej. Pa nobenega divjanja, pazite na počasnejše in majhne, glejte, da se v koga ne zaletite ali da se kdo ne zaleti v vas. Nadaljeval je z resnim glasom in strogo razlagal FIS pravila obnašanja na smučišču. Rafko in Bartolomej sta se odločila za sankanje, Vili za smučanje, Bernardo pa je prisegal na bordanje. Odpravili so se do koče, kjer so izposojali smučarsko opremo, in vsak je dobil svoje. Zraven tudi obvezno čelado, kajti glava ni žoga in je treba paziti nanjo. Veselo so se odpravili proti vrhu in se spustili navzdol. Vili je užival med vijuganjem. Bernardo na bordu je bil počasen, videlo se je, da je začetnik. Rafko in Bartolomej pa sta uživala na sankah in snegu, ki je pršel naokoli. Tako so veselo vijugali do konca smučišča. Vse je bilo odlično, samo Rafko se je pritoževal, da je naporno hoditi navzgor. Imel je namreč najmanjše tačke. Vili in Bernardo sta se odločila, da natovorita Rafka, Bartolomeja, smuči in bord na sanke. Zapregla sta se kot konjička in skupaj potegnila sani do vrha. Bilo je naporno, toda tega sta bila vajena, saj kužki in zajci so hitri in spretni ter močni, kaj ne? Ko so naslednjič na vrhu počivali, je Rafku nenadoma spodrsnilo. Padel je na hrbet in se zakotalil po strmini. Na bodice se mu je prijel sneg. Vedno več in kmalu Rafka ni bilo videti. Le velika snežna kepa se je valila navzdol. Hitro, hitro za njim, izvlecite ga, preden se zaduši, je ukazal Bartolomej Viliju in Bernardu. Pognala sta se kot strela, ga hitro ujela in začela s tačkami grebsti sneg. Avč, je vzkliknil Bernardo, kajti naletel je na Rafkove bodice. Oprosti, oprosti, je rekel Rafko in ves vesel začel objemati Vilija in Bernarda. Začelo mu je že zmanjkovati zraka in lahko bi se zadušil, če ne bi bilo njegovih prijateljev, ki so ga rešili. Bartolomej je ugotovil, da so vsi mokri in da bi bilo pametno, da se posušijo, pogrejejo in nekaj prigriznejo. Odpravili so se do koče in se udobno namestili na klop zraven peči. Bartolomej se je pritihotapil v kuhinjo in se kmalu vrnil z jabolkom, kosom korenčka in 2 kolobarčkoma klobase. Tako je vsak pomalical svojo najljubšo jed. Ko so tako počivali, je Vili nenadoma dvignil uhelj in prisluhnil. Slišal je, da se človeška družina odpravlja domov. Hitro, hitro, je preganjal Vili. Vrnimo opremo v avto, da ne ostanemo tukaj. Oh, da, jaz bi kar ostal, je lenobno rekel Rafko. Toda nič ni pomagalo.
Vsi štirje so skočili na tačke, vrnili smuči, bord, čelade in sani ter pohiteli. Počakali so primeren trenutek, zlezli v prtljažnik, se zakopali pod bunde, šale in kape. Tako so se pripeljali do velike hiše, prilezli iz avta in stekli proti brlogu. Med potjo so naredili velik ovinek do mesnice. Bartolomej je vstopil skozi majhno odprtino in se hitro vrnil s kosom klobase na bodicah. Vili je ob tem ves vesel bevskal, mahal z repom in poskakoval. Za večerjo bo imel klobaso, čeprav bo pojedel tudi kos korenčka, kar je zdrav in koristen, sploh za oči in vid. Prijetno utrujeni so prisopihali do brloga, pojedli večerjo in po obveznem umivanju zob iztegnjeni na mehkih posteljah sladko zaspali. In kdo je sedaj na vrsti, da sladko zaspi? Kdo? Vsi mi. Zato hitro, hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in lahko noč.